Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva. Prijazen pozdrav, vse dobro želimo in tokrat tudi našemu sogovorniku izrekamo zahvalo, da je ob teh prazničnih dneh z nami. K pogovoru smo povabili dr. Stanka Gerjolja. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Ste upokojeni profesor, seveda duhovnik, zato so verjetno tudi ti dnevi za vas posebni. Kako jih doživljate? V nekem smislu so morda celo malo ponovno posebni. Prej, ko sem bil bolj zaposlen na fakulteti, sem te praznike doživljal nekoliko bolj, ne bom rekel mimogrede, ampak nisem jih tako intenzivno doživel, ker nisem bil na župniji. Sedaj sem zopet, tako kot malo pomagam na župniji in moram reči, da mi to kar dobro dene. Se mi zdi lepo in seveda ti prazniki so na nek način na drugi ravni neko pogled v življenje. Tako jih približno doživljam. Tako prvi, se pravi november, ki je dan spomina, se pravi vseh tistih, ki so se od nas poslovili, pa verujemo, da so pri Bogu, kot tudi 2. november, ki se spominjamo nekako tudi morda nekih naših izzivov, s katerimi se lahko še Bogu malo bolj približamo. Veliko je prostranstev, kamor lahko zdaj vstopiva ob že teh 2 dnevih, vsi sveti in potem spomin vseh vernih rajnih. Ta dan danes obhajamo. Gospod Stanko, najprej pa v tujini ste bili, čeprav upokojeni profesor, vas vendarle za profesure ali za določena vodenja poprosijo? Ja, moram reči, da tega dela kar več, kot sem pričakoval. Ja, Torej, iz kože profesorja vendarle ne boste izstopili tako hitro. Vsaj ne iz tega nekoliko bolj sekundarnega dela po tujini. Tukaj moram reči, da me tudi veseli in sem imel sedaj meseca oktobra, za nekdo bi celo rekel turnejo, se pravi, bil sem v Avstriji, pa v Nemčiji in v Švici in potem zdaj še na Hrvaškem, tako da sem napravil tak krog lepega potovanja, tudi lepih srečanj, pa tudi kar intenzivnega dela, moram reči. Osnovno izhodišče predavanj, odnosi, medsebojni odnosi, kako uravnavati različne interese, pa še lahko narediva neko primerjavo, ker vendarle govoriva o Balkanu, torej Hrvaška in potem po vsem drugi konci germanski svet. Vemo pa, da je življenje se oplaja z različnim ekonomskim standardom. Skratka, vse to vpliva in so verjetno te različne pozicije precej drugačne. To se odraža v ljudeh. Kaj ste opazili? Z vidika tradicij seveda so neke razlike. Nemški ali pa germanski svet, to je že nemški, precej drugačen od avstrijskega. Švica je tu zopet nekoliko drugačna. Nekako sem opazil, da recimo nekaj, kar je v Avstriji normalno, tako rekoč v narekovajih, v Nemčiji že ni tako normalno. Sploh pa nekaj, kar je v Nemčiji normalno, na Hrvaškem ni normalno, ko govorimo o odnosih. Nekako se mi zdi, da recimo, ko govorimo ali pa razmišljamo o trajnih odnosih, da je za germanski svet precej v narekovajih normalno, da trajni odnosi pravzaprav niso tako trajni, da prej ali slej razpadajo. Medtem, ko recimo na Hrvaškem je to veliko hrepenenje in tudi velika vrednota. Tudi v Nemčiji je vrednota, ampak veliko ljudi živi z nekim občutkom, da to ni možno. In malo čakajo, kdaj se bo zgodilo, da to ne bo možno. In je skoraj izjema, če pa kdo res položi veliko pozornosti na to, da neke trajne odnose, recimo zakonske ali partnerske, sproti ureja, tu pa potem spregovori nekakšna vrednota, da je kljub temu možno. Se pravi, v narekovajih ni normalno, je pa možno. No, potem ne pa še kdo reče, da družba ne vpliva na medsebojne odnose, pa še kako? Seveda vpliva. Tudi mediji, neke trendi, neke smernice v medijih, seveda, zlasti taki nekoliko bolj površinski, tisti, ki se prebirajo tako mimogrede, če smem tako reči. Ti močno vplivajo in seveda se mi zdi tudi, da je, recimo zlasti v tem germanskem svetu,
kar precej izzivov, ko se ljudje skušajo nekoliko bolj zavestno odločati. Tudi morda malo proti temu trendu, ki je tako v javnosti. In vsaj mene ali pa tistih skupinah, ko smo delali, je to predstavljalo kar neki izziv, ki je povezan tudi z iskanjem nekih novih smeri in ovrednotenjem zlasti takih pristnih in globokih odnosov. Bi lahko obrnili ta tok trenda s tem, da bi govorili več o pomenu zvestobe, o morda dobrih primerih, ko sta dva, zdelo se jima je, da gre vsak svojo pot, vendarle potem zmogle najti to moč in zdržati in se potem znova najti. Kaj vi mislite, je možno, da te trende preobrnemo ali morda, da kažemo pa drugo plat? Ali je to precej naivno? Ne bi rekel, da je naivno. Se mi zdi, da je nek drugačen pogled tisti, ki vabi. Skratka, včasih je bilo tako, da je treba v nekem odnosu tudi zdržati, nekaj v narekovajih pretrpeti. Danes seveda se ta, če smem tako reči, občutek vzdrževanja malo izgublja in se mi zdi, da je to tudi prav. Nemščina pozna en tak zanimiv izraz auseinanderleben. Skratka, narazen živeti. Razživeti se bi pri nas to lahko prevedli. In seveda, velikokrat se to dogaja brez nekih velikih razlogov. Zdi se mi, da se pojavlja neko iskanje, kaj nas povezuje in kaj nas ne povezuje. In ta razhajanja, ki se dogajajo na področju trajnih odnosov, so povezana s tem, da malo izgubljamo tisto, kar nas povezuje. In vsaj v tistih primerih, s katerimi sem se srečeval, sedaj tudi pri tem delu, sem nekako zaznaval, kako pomembno je odkrivati tiste vrednote, ki nas povezujejo. In smo jih morda že malo izgubili ali nanje pozabili, pa so. Če smem, vzeti za primer ta znani odlomek iz Janezovega evangelija, to je na koncu, kako Jezus sreča učence in jih vpraša, če imajo kaj za jesti, pravijo, da nimajo nič, so noč lovili, pa niso nič ujeli in potem jim Jezus reče, vrzite mrežo na desno stran. In to je pravzaprav njegovo vabilo, poglejte na življenje še z druge strani. Če mi gledamo samo z ene strani, nam bo vedno nekaj manjkalo. Če pa pogledamo še z druge strani, bomo pa odkrili nekaj, kar najbrž je v našem življenju. Ampak ker smo gledali enostransko na naše življenje, smo to spregledali. Tudi to je zanimivo, ko se ti učenci vrnejo, pravi ta odlomek, da jim je Jezus pripravil ribo in kruh. Ni izključeno, da je to imel že prej pripravljeno, ampak ker so gledali samo z ene strani in iskali tisto, kar jim manjka, so morda to spregledali, tega niso videli in seveda, ko so pogledali z druge strani, so videli tudi, koliko jim to življenje, morda tudi ta odnos z Jezusom prinaša, koliko jih hrani. In to je vsaj v tem svetu, pa s tem tudi v drugih kulturah. Vidim neko vabilo, da prepoznavamo prav to, kar nam življenje daje, tudi nek trajni odnos in se ne koncentriramo samo na tisto, kar ne gre, kar nam morda namanjka, kar nas boli. Te vrednote, te korenine se mi zdi, da je dobro odkrivati. Za nami žegnanska, pred nami zahvalna nedelja. Ali morda ti vmesni dnevi, 1. november vsi sveti, včerajšnje in pa današnji spomin na vse verne rajne, znova tako na piedestal postavlja prav to hvaležnost in zahvalo za življenje. Znova ta drugačen pogled, ste rekli, zelo hitro začnemo govoriti, česa se želimo več, česa bolj, česa ni. Kaj pa nasprotno? Ja, se mi zdi, da je to priložnost prav to, da pogledamo tudi, kaj smo v življenju prejeli. Tudi od tistih generacij, od tistih ljudi, ki so morda že pri Bogu. Tu se mi zdi zelo pomembno in to je malo moderno, če smem tako reči, da
človek raziskuje svoje korenine, da išče, kaj mu je ena generacija dala ali pa druga. In ta občutek se mi zdi, da se veže predvsem na 2 generaciji pred nami, se pravi, oziroma ki so že pri Bogu, starše in stare starše, in potem seveda tudi na generacijo, ki prihaja za nami, oziroma kakorkoli obrnemo, na prihodne generacije. Če smem dati čisto preprosto primerjavo, recimo, če mi, gradimo hišo in napeljujemo vodo, če dam ta primer, potem je v naših rokah, v rokah naše generacije, kako bomo to vodo razporedili po hiši. Kje bodo šle cevi, kje bodo, pipe, kje bo voda tekla, medtem ko ta voda mora priti tudi do hiše. In do hiše jo dejansko pripeljejo naši starši. To je tisto, kar smo mi prejeli od prejšnje generacij, od staršev zlasti, seveda pa tudi nek vodnjak rabi nek izvir. In navadno v tej kompoziciji, če smem tako reči, stari starši, dedki in babice predstavljajo izvir naše vode. Starši nekako pot do hiše, v naših rokah je napeljava v hiši, kakšno vodo bodo pili naši otroci, to je pa odvisno od nas, koliko bodo ti odnosi čisti, kakšne bodo cevi v naši hiši in seveda nekako, če želimo zavračati preteklost, potem seveda so lahko cevi še tako dobro napeljane, ampak če ni vode, ne bo tekla. Skratka, te praznike vidim prav v tem kontekstu, da pogledamo, kaj vse nam te generacije pred nami prinašajo, kaj nam zapuščajo, in če se bomo pritoževali, seveda je bilo tudi marsikaj, kar je morda zabolelo. Ampak tudi to je življenje, da nas ne povezuje samo tisto, kar nas boli, to je to Jezusovo vabilo, poglejte vržite mrežo na drugo stran, poglejte na življenje z druge strani. In tu bomo veliko odkrili, veliko stvari, ki nam to življenje tudi prinaša. In tako bo seveda čisto drugačen občutek tudi, ko bomo, če smem tako reči, razporejali cevi po svoji hiši. Dr. Stanko Garjol, toliko simbolike prepoznavam, vi imate ob sebi steklenico z vodo in verjetno, če dobro poslušate, morda kdo od občutljivih poslušalcev to ujame, vaš glas odmeva, se ujame v steklenici in slišim ta odmev in tudi danes, ko govoriva o stvareh, ki imajo tudi drugačno razsežnost, lahko rečemo, da to, kar danes delam, kar danes živim, bo to imelo svoj odmev, ko me že tu več ne bo. Tudi verjetno to razsežnost ali pa posledice mojega delovanja, tudi na to včasih pozabimo. Morda ja, zdi se mi sicer. In koliko rodov za nami bo pravzaprav še poravnavalo te račune? Se bo srečevalo, bo odpiralo ta vprašanja. In nekako tudi to je pogled z druge strani, preko te odmeve ali pa to, kar odmeva v mojem življenju, seveda, da to sprejmem tako, kot je, da sprejmem tudi najprej lastne, tudi hibe, celo da jih vzljubim. Če pravimo, da se s preteklostjo dobro srečujemo tako, kot, če smem vzeti to primerjavo, kot s hudim psom. Če se ga bojimo ali ga napadamo, nas bo ugriznil. Če ga bomo probali vzljubiti, takšnega kot je, se mu lahko približamo. In nekako zelo podobno je tudi s preteklostjo, našo osebno preteklostjo, tudi z našimi starši in dedki in babicami. Če jih vzljubimo, potem bo tudi tisto, kar je boleče, postalo nekaj, kar nas lahko tudi hrani. To je zelo naraven pojav. Če damo nekaj, kar je odpadlo v nek kompost ali v gnojilo, nas to hrani. Seveda, če to sprejmemo. In tako je tisto, kar nas boli in tisto, kar je bilo lepo, lahko za prihodnost neka hrana, iz katere živimo. Kako pa to negujemo?
Ali se tega učimo? Saj ne vem, kako vprašati. Ja, kako to negujemo? Ena stvar je to, da skušamo nekako srečevati te zadeve brez neke agresivnosti, brez napadalnosti, brez zamer. To seveda ni tako čisto enostavno in včasih je nek trenutek, ko se porodi nek občutek agresivnosti, morda jeze, tudi zraven in seveda tudi to sprejmemo. Se pravi, če ne vem, mislimo, da se ne smem jeziti, pa se zaradi tega jezim, ker se jezim, to ni dobro. Skratka, da prepoznamo v sebi to dimenzijo tudi takih, ne vem, trenutkov agresivnosti in jeze in si to tudi dovolim, potem pa probam tudi to sprejeti. Tako da nekako sprejemanje z neko ljubeznijo, seveda pravimo tudi z odpuščanjem in to drži, ampak odpuščanje je včasih vseživljenjski proces. Tu se ne moramo nekako prisiliti. Če se jaz silim, se dejansko sprenevedam. Moram toliko časa predelovati, prežvekovati neko bolečino, da dejansko potem lahko tudi odpustim. In včasih seveda to ni enostavno, ampak je pa to edina pot, kot se mi zdi. In več kot imamo let, bolj ljudje spoznavamo, da se ob tem sprenevedanju, ko se nam zdi, da smo nekako že ujeli ta enakomerni tok in ravnovesje v odnosih, pa spet pademo na začetek. To je vseživljenjski proces in zato je dobro, pravite, da se učimo sprejeti tudi svoje šibkosti, ampak dostikrat želimo pa vendarle trajno nekaj spremeniti, ker v človeku je, da bi se izognil bolečini. Ja, to želja je v človeku, ampak je pa to, rekel, nerealna želja. Če se jaz želim povsem izogniti neki bolečini, nečemu, kar ni čisto v redu, potem seveda stagniram. In v tej stagnaciji lahko da postanem pozoren na to, kar me moti. In seveda, če postanem pozoren na to, bo najbrž tega vedno več, ker se bom na to skoncentriral. Tako, da se mi zdi, da je po eni strani zelo dobro, če iščem tisto pozitivno, po drugi strani pa sprejemam tudi svoje hibe na nek način kot nekaj naravnega. Da vem, da je takšno življenje. Tudi v odnosu je tako, če se jaz koncentriram na to, kar me moti, bo tega vedno več in če se želim tega izogibati, potem seveda bom lahko samo vedno bolj pasiven, ker če se jaz izogibljem napak, če dam primer, recimo, če sta mož in žena in se skoncentrirata na to, da ne bo kdo kaj narobe rekel. Kako se bo to zgodilo? Samo tako, da sta tiho. Vsaka beseda je tveganje, da bo narobe razumljena, da bo napačna. In seveda, taka perspektiva po mojem občutku ni dobra. Tako da vključim v svoj odnos tudi to, da kdaj kaj narobe rečem, da se mi kdaj zgodi kakšna napaka, iščem ob tem tudi tisto, kar je bilo lepo in prav in dobro, ampak ob tem, ko sprejemam tudi napake, se lahko najin odnos gradi, se lahko bogati, ker ne bo visel na tistem, kar je zabolelo, kar je bilo narobe. Ali je tu ključno, če vstopim na takšen način, da priznam, kje ima tu svoje mesto priznanje? Ima, samo se mi zdi priznanje predvsem pred samim seboj. Skratka, da se samega sebe ne bojim, da sam pred seboj priznam tudi svojo preteklost, svoje hibe. Ko sebi lahko odpustim, bom veliko lažje tudi drugemu odpustil. Torej ne izsiljevanje priznanja pri drugem, zgolj in vedno samo, da sam sebi priznam. Sam sebi in to je v mojih kompetencah. Ostalo prepustim drugemu. Ostalo prepustim drugemu. Ali podobno počnemo tudi v vzgoji? Preden sva prižgala mikrofon, sva se tako na hitro pogovorila. Tudi pri vzgoji radi bi prizanesli in otrokom že vnaprej dopovedujemo, da ta pot morda ni prava, da je veliko stran poti, pa bo prizadet ali bo druge prizadel nehote, ampak otroci to preslišijo. Oni gredo svoje. Preslišijo tudi zato, ker iščejo neke lastne izkušnje. In seveda,
če želimo otroke obvarovati vseh preizkušenj, potem, če bomo tu uspešni, ko bodo odrasli, ne bodo imeli nobenih izkušenj. Tako je celo, seveda je to malo kontradiktorno, bi rekli, nasprotujoče si. Ampak kljub temu boljše, da otrok kdaj doživi kakšno preizkušnjo, ki jo mora sam premagati. Če ga bomo vsega obvarovali in seveda nekako naša želja je, da imajo čim bolje pripravljeno življenjsko pot, čim boljši življenjski prostor in seveda, če smo tu preveč uspešni, potem, ko jih zadane prva preizkušnja, so povsem brez kondicije, kot če smem tako reči. Tako da je vzgoja tudi v tem, seveda, da lahko pokažemo na določene izzive tudi stran poti. Ampak to je tako, da tega ne moremo nikoli, če smem tako reči, vsiliti ali pa povsem dosledno izpeljati. Naša vloga je tisto, da to pokažemo, da nakažemo, da priporočimo. Spomnim se, če sem enega srečanja, to je bilo pri verouku, meni se zdi, da je bil 8. razred in smo nekako napravili 2 grupi. Ena je zagovarjala, da Bog je, druga pa, da Boga ni. In smo tako pro et kontra igrali neko igro in seveda potem je me nekdo klical pod tako tistimi vročenimi prostori in so me prej še vprašali, kaj pa ti misliš, a Bog je ali ni. Sem nekako tako bolj nonšalantno rekel, zame je, vi pa kakor hočete. In sem potem odšel dol in so potem še malo debatirali in je potem eden od osnovnošolcev, pač tistih 8 je rekel, morda ima pa stari prav. Skratka, zelo preprosto se mi zdi, če bi takrat zelo močno zagovarjal, da je, potem bi bila večina proti. Ker sem pa skušal samo ponuditi nek odgovor, neko možnost, so jo pa kar sprejeli. Tako da nekako v tem kontekstu se mi zdi, ko govorimo o vzgoji, čeprav je to seveda tvegano, ampak to otroci že čutijo, bolj kako mi živimo in mi čutimo, kot pa to, kaj jim zapovedujemo. Zdaj me je prešinila misel, dr. Stanko Grjol, ko se midva pogovarjava o vzgoji, komentar nedolgo tega, ki sem ga prebrala v knjigi, sicer, reče avtorica, starejša kot sem, tem manj delam povzetke, ampak vse bolj sprašujem. Skratka, vse, kar se je dozdevalo do takrat jasno, logično, razumljivo, edino sprejemljivo, ne, z leti, s to modrostjo, ki jo človek dobiva in s to širino vidi, da pravzaprav nič ne ve in da skoraj ni mogoče delati zaključkov. Oziroma jaz bi tako vidim vsej, tako rekel, da so pri vzgoji vprašanja pomembnejša od odgovorov. Če znamo v pravem trenutku na pravi način postaviti pravo vprašanje, potem bo kdorkoli že našel odgovor. Tako da pravo vprašanje v pravem trenutku, to je zame še vedno, ko sem zdaj že kar v letih, pa se že dolgo ukvarjam s temi vprašanji vzgoje, nekako ključno spoznanje, do katerega sem prišel pravzaprav. Pa lahko vsaj malce namignete, kako pa iščemo ali kako se učimo postavljati prava vprašanja, tako v odnosu, da ne bova samo vzgojo izpostavljala, ampak medsebojni odnosi, kjerkoli že. Pri odnosih zelo hitro, tako imamo občutek, zaidemo v neko debato, neko razpravljanje, bolj razumsko, pa iskanje argumentov. Zdi se mi, ker pa odnosi živijo predvsem z občutki ali s čutenji, tam pa seveda ni toliko argumentov, se mi zdi pomembno, da si dopustimo, da mi povemo, kako neko stvar doživljamo in čutimo in tudi prisluhnemo drugemu, kako to čuti in doživlja. In seveda potem ni nekih iskanj, nekih formalnih kompromisov. Ampak če znamo prisluhniti, potem bomo, menim, našli tudi pravo vprašanje. Morda ne točno pravega odgovora, ker to bomo potem že našli skupaj. Ampak če bomo tako hodili po tej poti izražanja čutenj,
potem se bo porodilo tisto vprašanje, ki bo našlo tudi pravi odgovor. Ali lahko zamudimo v življenju ta moment, ki ga lahko nekomu privzgojimo? Kot recimo sočutje, pravijo, v prvih letih življenja človek pridobi to spoznanje in se približa sočutju in ta empatija raste z njim in pozneje v življenju nima težav z oživljanjem. Ali je podobno z razumevanjem čustvenega položaja drugega? Kdaj to učimo? Seveda lahko tudi kaj spregledamo ali pa kaj zamudimo, ampak se mi zdi, da dejansko tako malo širše gledano se veliko stvari da nadoknaditi. Sam nisem zagovornik nekih principov, ki zelo določajo, v katerih letih je primerno eno in drugo in tretje. Seveda je to dobro in tudi je primerno. Ampak, če to ne uspemo, potem ni vse izgubljeno, če smem tako reči. Človek zlasti pozneje, še kdaj, ko ima priložnost, da se morda zopet sreča s seboj, ne nazadnje, recimo, če imamo otroke, pa otroci odrastejo in se morda tako ali drugače bolj ali manj osamosvojijo, potem je prav tak primerni čas, da malo reflektiram svoje življenje, da se vprašam, kje sem, in tu lahko predelam tudi še kakšne izzive, morda kakšne boleče trenutke iz svojega otroštva, ki krepijo tudi sedaj polje naših odnosov, tudi medsebojnih odnosov ali ne nazadnje zakonskega odnosa, ko si to lahko svojim zakoncem podelim. To ni nikoli dejansko prepozno. Čeprav razumem, da dovolimo čas v čas. Tako. In seveda, da ob tem nekako nismo nervozni, da ne delamo pritiska sami nad seboj. To, če se malo sprostimo in pogledamo življenje brez teh pritiskov, potem to samo od sebe raste. Nekako tako kot, če imamo, mi neko rano, pa če jo vsakih 10 minut kontroliramo in preverjamo, če se kaj celijo, samo vznemirjamo. Pustimo, da se celi samo v sebi in seveda potem bomo videli, da je to dejansko, da gre na bolje. In podobno je tudi s takimi odnosi, ki so seveda včasih tudi ranjeni. Dr. Stanko Gerjol, zdaj pa še vprašanje, morda naključje, ampak v zadnjih dneh sem slučajno tako opazila, zaznala, da je bilo kar veliko, tudi na slovenskih medijih in filmov in ostalih sporočil o evtanaziji, skratka o pomoči pri samomoru, kot rečejo nekateri, da je prav, da to izrazimo, da to povemo tako, kot je na stvari. Pa me zanima res ta odnos do smrti. Ali je to normalno za človeka, da ga preoprašuje, da ga vsaka družba, vsaka civilizacija? Zdaj, to je težko rečem, kaj je tu normalno. Smrt je sestavni del življenja. Vendar se mi zdi, da človek ne doživlja toliko smrti kot take, ampak bolj umiranje. In seveda, evtanazija nam vzame umiranje. Zdi se mi, da je to pomembna vsebina za življenje, tudi za izkušnje. In ta evtanazija, seveda, če sem tako reči, ni nekaj novega. Se je začela že daleč v preteklosti. Pravzaprav v nekem smislu takrat, ko so se, kakorkoli je to dobro namenjeno in seveda tudi pozitivno, ampak začeli neki centri za oskrbo ostarelih. Takrat seveda umirajoči niso bili več tako del našega življenja. In s tem smo se lahko začeli malo odmikati od teh izzivov umiranja, ki so seveda se potem stopnjevali. In danes imamo kar veliko primerov, ko recimo tudi, ko nekdo umre, otroci ne smejo ali pa se ne upajo ali pa jih ne pustijo na pokopališče, na pogreb. In potem je samo še nekako stopnja ali pa korak do tega, da seveda pridemo do trenutka, ko želimo življenje zaključiti brez umiranja. In tu se mi zdi, to je moje mnenje, da je to bolj problem, če smem tako reči, ne umirajočih kot umirajočih.
neumirajoči damo umirajočim ta izziv, ki je vprašanje, koliko res trezen in realen, da lahko nek ta korak v smrt naredi brez umiranja. Zdi se mi, da je to neka ponudba kot hitra hrana, ko nekaj preskočimo. In potem vidimo, da to ni bilo najbolj zdravo. Ampak seveda potem je to že najbrž prepozno. Tako da ta ponudba evtanazije se mi zdi, z tega vidika škodljiva, ker jemlje tistemu, ki umira, čeprav je to boleča izkušnja, ampak je izkušnja, še bolj pa seveda daje potuho nekim živim, ki morda te dimenzije umiranja še ne doživljajo oziroma še daleč od njih. In že ustvarjajo nekako v sebi neko predispozicijo, neko občutje, sej, ko bom enkrat star, se pa naročim evtanazijo in bo to. S tem se mi zdi, da se pogled na življenje močno spremeni, ker nas bo lahko to naučilo bežati pred vsem, kar je boleče. In če bomo mi bežali, če jaz bežim pred tem, kar mene boli, potem bom seveda povzročal bolečino drugemu. Tako da se lahko dogaja, da bo ta evtanazija nekako sprožala več agresivnosti nad drugim, zlasti nad šibkimi. In ta vprašanje, ne vem, ali splav pa evtanazija, to so precej povezana vprašanja. In je čas, ki nas nekako nagovarja k neki refleksiji. Jaz se tu sam po sebi ne bojim nekih, seveda smo v takem času, ko se to vse dogaja, ampak verujem, tako je bilo tudi v zgodovini, da se vedno znova najdejo najprej posamezniki, pa potem tudi skupine, ki drugače gledajo na življenje, ki, če smem tako reči, so sposobne vreči mrežo na desno stran in odkrijejo tudi veliko dobrega in to potem začne ponovno spreminjati pogled na življenje. Tako kot je pomemben del zgodnjega otroštva, potem adolescence, potem dozorevanja, vstopu v neko modrost starosti, je pomembno obdobje življenja tudi čas poslavljanja, čas umiranja. Tudi in seveda pri evtanaziji nam ravno to nekako izgine, se nam to izgubi in to je tudi neka zavest, da življenje ni v naših rokah, da ni vse v mojih kompetencah, v moji moči. In seveda, če jaz doživljam življenje kot nekaj, kar je v moji moči, v mojih rokah, potem, ker ne gre vedno tako, kot si želim, postajam agresiven. So pričevanje tudi tistih, ki spremljajo umirajoče, da pride velikokrat do izjemne pomiritve s seboj, s svetom, življenjem, tudi smrtjo, prav v teh obdobjih poslavljanja, v tednih umiranja. Ja, jaz se spomnim ene gospe, ki je zelo trpela in je rekla, pravi, če bi jaz imela takrat možnost, bi se odločila za evtanazijo. Ampak hvala Bogu, je nisem imela. Skratka, te možnosti seveda, ki so tudi boleče, so čisto, je čisto nekaj v kontekst postavljenega tako, da je boljše, da vseh možnosti takrat nimamo. Ker če jih imamo, ker je trenutek, ki nas lahko premaga, seveda lahko naredimo, nek korak, zaradi katerega se bomo potem kesali. Zdaj, če se odločim za korak evtanazije, seveda, če se jaz odločim, potem je vprašanje, kako je sploh povezano z mojim kesanjem, ampak se mi zdi, da se lahko kesajo ali pa da jih boli, da boli to naslednje generacije. Ker je to tudi sporočilo, nenazadnje je tudi okolje pripravilo to možnost in me dejansko, tako saj sam doživljam, nekoliko ogoljufalo, prevaralo, ker nam daje neke možnosti, mi daje neke možnosti, ki, tako domnevam sam,
zame niso dobre. Moram sprejeti to preizkušnjo tudi trpljenja, tudi umiranja. Če nekoliko bolj poetično vprašam, ali drži, ko odrivamo smrt pod predpražnik, recimo, kot da je ne bi bilo in slavimo le tisto, kar je ta trenutek tako cvetoče in všečno, potem si onemogočam, da bi živeli živost, polnost življenja. To sta dve polovici, ena z drugo. Ena drugi daje pomen in ena drugo usmišlja. Kako vi to vidite, dr. Stanko Gerjol, kako to razložiti? Ja, dve polovici pljuč, bi rekel sveti papež Janez Pavel II. Ne? In se mi zdi, da gre prav za to, da želimo eno polovico nekako izključiti marsikdaj in seveda potem dihamo samo z eno polovico. Ampak, če tudi na začetku morda še gre, bomo prej ali slej ugotovili, da to ni zdravo in ni dobro. Tako da odpiranje pogleda na obe polovici ali pa z obeh strani se mi zdi tu zelo pomembno. Ne nazadnje, če bi mi dali, so bili neki primeri tudi jasno v različnih kontekstih, ampak nekemu študentu možnost, da ne gre na izpit, bi se najbolj tudi v tistem trenutku tako odločil. Ampak s tem bi izgubil izkušnjo in izgubil bi izpit. Tako da se mi zdi v neki bolj, rekel, zahtevni situaciji so izzivi podobni. In samo s tem, da nimamo vseh možnosti, sprejmemo tudi to drugo stran. In nas potem končno bogati, nas hrani, ja. Potem nikoli ne bi razumeli tega, ko rečemo polnost trenutka. Ja, polnosti trenutka se lahko zavedam samo, če se usporedno zavedam tudi minevanje trenutkov, da nekje bo pa pika mojih trenutkov. In potem se šele zavedam dragocenosti in bogatstva in zato se uprimem tistega slehernega. Ne? Imam samo ta trenutek, kdo ve, koliko naslednjih je še pred menoj. Torej, tudi to zavedanje in to včasih se nam zdi tako samo po sebi umevno, ampak ne gre. Ja, bi želeli marsikdaj, ni logike. Ja. Pač bližnjice v našem življenju niso logične. Lahko marsikaj skrajšamo, ampak rekel, odpeljati se s helikopterjem v gore ni isto kot iti peš. In seveda s tem veliko izgubimo. Če igramo tekmo, pa je registrirana strinič, kot je včasih, ni isto, kot da dejansko tako tudi zmagamo. In vse to je neka izkušnja, ki jo rabim za življenje in dejansko na koncu je tisto, kar me je to naučilo, pomembnejše od rezultata. Igra je pomembnejša od rezultata. Če dobro igra, bo tudi rezultat. Samo rezultat mi pa ne pomeni veliko. In ker ste omenili gorski svet, kot je dejal Nejc Zaplotnik, ne cilj. Pot je tista, ki šteje. Pot je tista, ki šteje, ja. Dr. Stanko Gerjol, danes na dan spomina vseh vernih rajnih je morda zelo na mestu vprašanje, tudi ste se kdaj srečali z angeli, oziroma so vam spregovorile duše? Ne vem, kaj bi na to točno rekel. Ja, to je lahko zelo intimno vprašanje. Ja. So stvari, ki jih človek obdrži v sebi, ker ne moremo preverjati, a ne, avtentičnost. Mnogi rečejo, da so slišali glas. Nedolgo, prav na tem prostoru sem snemala z mamico, ki je slišala glas svojega še nerojenega otroka. Pa ni bilo nobenega znaka, da ga nosi, ampak se je pozneje izkazalo, da ga. Skratka, ljudje imamo različna doživetja, ampak ne vem, koliko o teh znamo govoriti, ker potem tako rečemo, morda se mi je le dozdevalo, mogoče si domišljam, ker si to tako zelo želim. Ta dušni svet privlači, obenem je pa nemerljiv. Ja, ni preverljiv, ja. Ampak se mi zdi zanimivo, tudi lepo, seveda, tudi, če bi rekel, če se mi to morda samo dozdevalo, tudi to je neko sporočilo. To sam se spomnim, ko sem bil še otrok, zdaj pač neke take intuicije, ko se recimo moj birmanski boter ponesrečil, sem v tistem trenutku nekako zaslutil, da je nekaj bilo. Pa ne vem kako. Pa pomislili nanj. Pomislil nanj, ja. In dejansko me sporočilo, da rekel, se je ponesrečil, ni presenetilo. Nekako sem imel občutek, da to že vem. Pa je še tudi par drugih takih primerov sem
doživel, ali pa nekako imam v svojih spominih, marsikdaj recimo kaj sanjamo in se mi zdi, da je to čisto rekel zdaj možno, tudi verjamem, da so to neka sporočila, da je neka oblika komunikacije, ki ni preverljiva in se mi zdi, da je rekel, neka odprtost pač. Sam sem kar vesel take komunikacije. Ne samo, da me ne ogroža, ampak se mi zdi, da je lepo, če kdaj to doživim in sem seveda kakšne take trenutke, ki sem se jih morda šele pozneje res zavedal. Tudi doživel, če gre za kakšen močan moment v življenju, to čisto gotovo. Sicer se mi tudi tako zdi, morda smo moški tu malo bolj trdi kot ženske. Racionalnejši ste. Racionalnejši, ja. To se mi zdi zanimivo, recimo v Svetem pismu, dejansko Bog moškega vedno nagovarja v sanjah. Ženske skoraj ne sanjajo v Svetem pismu. Kar pomeni, da Bog najde stik z žensko intuicijo brez sanj. Moškega pa mora nekako trgati od tega racija, od te racionalnosti, da mu lahko nekaj pove. Imamo polno primerov, že Adamu je dal trdno spanje, pa še in še tudi Jožef je sanjal, tako tisti iz Egipta, kot tudi Jožef, ženin Marije. Skratka, moški svet rabi neko trganje od racionalnosti, da se mi zdi, da se odpre temu svetu angelov ali pa teh sporočil. Tako da se mi zdi to zelo bogato in dobro. Ne bom rekel, da ženskam zavidam to sposobnost, ampak in pa verjamem, če mi kaj takega povedo. Žene govorijo v šestem čutu. Ja. Zelo rade in pogosto. Tudi manj zadrek se zdi, da o tem spregovorijo, si kakšna spoznanja tudi izmenjujejo, ampak zgolj hipotetično. Sploh ni rečeno, da to drži in da je to dejstvo. Dr. Stanko Garjol, še to vprašanje. Zdaj so verjetno tudi takšni trenutki, vstopamo v mesec. Nekateri rečejo, da je november tako pust, ta listopad, tako siv in temačen. Odkot takšne povezave? Ali je morda to priložnost prav za to nego intuicije, šesti čut za prisluh sebi? Gotovo je to mesec, listopad se imenuje, se pravi, da nekaj odpada. In se mi zdi, da je to vabilo, da neke stvari malo zaokrožimo, morda dokončamo, pustimo, da tudi odpadajo, da se malo zberemo, da se malo ustavimo v življenju. To je po eni strani morda res pusto, kar zadeva naše načrte in naše vizije in ne vem, to pozunanjeno živost. Ampak po drugi strani nas pa lahko ta mesec tudi malo umiri in je pač tako, tukaj imamo to srečo, da doživljamo pač te 4-letne čase, kot jih imenujemo in so tudi celo vkomponirani in seveda, da je to čas morda, da nas malo ostavi, da potem čez zimo malo nekaj stvari prespimo, pa se potem zopet začnemo prebujati in seveda potem pride do ustvarjalnosti, do rodovitnosti. S tem, ko se v tem mesecu ustavljamo in pustimo, da nam marsikaj odpade, se mi zdi, da je to zelo lep čas, če smo prejšnje mesece preživeli nekako konstruktivno, dejavno. Če smo prejšnje mesece preveč, živeli brez neke odgovornosti, neaktivno, če smo bili preveč pasivni, potem seveda je lahko to mesec, ko želimo nekaj nadoknaditi in nam izgleda pusto in živčno, ampak če vsak čas preživimo tako, kot je to dobro, tudi kreativno, ustvarjalno, potem je tudi mesec november lahko zelo lep in pomirajoč. Še to podvprašanje, potem pa bova naredila piko. Veliko misli ste dali, tudi v premislek vsem nam, ki vas zvesto poslušamo. Dr. Stanko Garjol, ko se človek začne opravičevati, in verjetno je to nek proces tudi sprejemanja tistega, kar spremeniti ne morem, in
ko človek dobi neko spoznanje, se opraviči, oprosti, ker sem zahtevan, oprosti, ker tečnarim, oprosti, ker 3 pikice, ali morda s tem, ko se opravičimo, dozamemo nekaj istovetnosti, ne istovetnosti, ampak nekaj verodostojnosti. Morda smo to raven komunikacije zelo verbalizirali, skratka prestavili v besedo in neke formalnosti. Se mi zdi, seveda, če se opravičim, je pogled ali stisk roke ali objem pomembnejši od besed. In če nekako mi to uspeva, potem se mi zdi, da je to dobro. Je pa, predtem še to, kar sva že prej govorila, to vprašanje, koliko sprejemam te svoje hibe. Skratka, če se meni nekaj zgodi, če nekoga prizadenem, pa se mu opravičim, je to lahko zelo formalno, če ne sprejmem te dimenzije, da sem jaz pač tak, da tudi povzročam bolečino. Če pa jaz sebe sprejmem v tej celostnosti, da sem pač tak, da povzročam bolečino, potem bo tudi opravičilo, ker bo prišlo iz mene, našlo svoje mesto. In morda sploh ne bodo tako pomembne prav tiste besede. Se bo čutilo, kaj prihaja iz mene. Iskrena hvala za srečanje na dan spomina vseh vernih rajnih. Z velikim veseljem vedno znova, dr. Stanko Grjol, in vam želimo tudi duhovno polne dni, ki so pred nami. Hvala lepa. Moram reči, da jih kar uživam, pač jih imam rad, ja. Za več živosti znotraj nas. Hvala lepa. Srečno. Tudi vam, ja, hvala. Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva.